želim eden blagoslovljeni večer, tudi zadnji večer toga leta. Jaz sem bolj takšen človek, bolj staromoden, štere ještě nucam klabajs zapisati, tuž pa nucam beležke, pa se takše stvari, štero mlade več ništa ne vejo nucate, ali znate, dobro je. Včasih elektronske naprave zatagijo in za volo toga ja moram imeti drugo elektronsko napravo, kad se ne mrešte vi natisnete. In znate, ko sem si pred 2 letoma zapisal, gli na takšen večer. Ti je Gregor vodil bogoslužje in je postavil eno vprašanje. Važno vprašanje. Ali si zadovoljen z letom, štero se izteka? Ali smo zadovoljni z letom, štero se izteka? Ko bi dal odgovor, če bi te ja to pital osebno? Si zadovoljen s tem letom, štero se izteka? Ništa ne bi pravili ja. Drugi bi pravili, ne je bilo vse to, kako sem si ga to predstavljal. Ali hvala Gospode, da smo leko tu. In še zadnjo pot v tom letu vas pozdravljam v imenu našega odrešenika Jezuša Kristuša. V njegovom svetom imenu in pred dnevami, nekaj dni nazaj smo se spominjali njegovega prvega prihoda na to zemljo. In dosta aktivnosti je bilo izvedenih v tom božičnem času in prav je to, kad se mi v naše življenje spominjamo stvari, se spominjamo dogodkov, spominjamo se priložnosti, štere so na takšen ali načešen način vplivale na naša življenja. In znate, Biblija je vse puna različnih pričevanj, štera so se te zgodila v tistem času in so se zgodila z enim posebnim namenom. Nekaj so teže pomenila. Znate, tiste dogodke imajo svedovstvo ali imajo tu nam zoj nekaj povedati. Imajo gnes sporočilo za nas. Jezušovo celo življenje je eno samo pričevanje, štero se je zgodilo z namenom vsakome človeku pokazati način, pokazati pot, kako naj živimo, kad dosežemo večno življenje pri njemu. Jezušovo življenje nam to svedoči, nam to kaže, kako naj mi gnez živimo, kad pridemo v njegovo slavo. Pa ne samo Jezušovo življenje, pač pa nam dejanja tudi tiste koli Jezuša, štere so bili, z njim kažejo prave ali pa tudi neprave vzore. To leto, štero gnez zaključujemo, je bilo leto dosta preizkušenj, leto težav, leto problemov, bolezni, izzivov in vse to je zahtevalo od vsakoga posameznika eno neprestano opreznost. Eno neprestano opreznost, ka moramo paziti za volo toga, ka v takšni napetosti se leko hitro zgodi, kad človek obupa ali pa naprave tisto, ko ne prinaša rešitve, pač pa stanje samo ještě poslabša. Bilo pa je tu leto čudovitih Božjih blagoslovov. Haleluja! Amen! Bilo je leto Božje zaščite, Božje pomoči, Božje skrbi. Ste to doživeli? Haleluja! In sem vam, drage sestre, dragi bratovje, dragi sodelavci, se iz srca zahvaljujem za vsaki vaš prispevek k delu in življenje cerkve tu v Nuskove in pa v širjenje njegovega kraljestva. Da smo leko nesli evangelij med ljudi. Hvala vam in da vas Gospod blagoslove in da moč še za naprej. Pred dobrima 2 tednoma sem na molitvenem
bogoslužje pravo od ništerne besede, od napisa, šteroga smo imeli na tom stebre in z tiste strani se je lepo videl, že da smo noter prišli v tom dome, v tej dom. In znate, tej napis je gučo od toga, v kakšnem položaju pravzaprav gej človek. Se še spomnite, ko je tej napis, ko je bilo napisano? Ebenezer. Do no je pomagal Gospod. Dragi moje, do dnešnjega dneva, do toga večera, do toga večernega bogoslužja, nam je resnično pomagal Gospod prebroditi različne situacije in vse to je samo njegova velika ljubezen in njegova milost izkazana mene in tebe. In tudi skozi pričevanja smo to učili. Molitve in iskanje besede za tej večer se mi je spomin vrnil nazaj na začetek toga leta. In dve vrstice smo na prvom bogoslužje prešteli in ponovim tudi te dve vrstice, štere ste mene na nekši način posebno nagovori. In prva v pregovori 21. tok piše. In zdaj ob zaključku toga časovnega obdobja, toga prehojenega leta, znova preštem te dve vrstici. Prva je v pregovori 21. druga vrstica, tok piše. Človeku se zdi vsaka njegova pot pravilna, Gospod pa preizkuša srca. Ali leko bi tok pravili, Gospod zna, ko je najboljše za tisti čas, za tisto situacijo, v kateri se ti nahajaš. Ne to, ko se ga predstavljam, pač pa to, ko pravi. In vodilna vrstica za to leto pa je zapisana v Galačanom 6, 7. verš. Ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. In obe te vrstice je v tom letu lahko vsaki sam osebno preizkusil na in pa v svojem življenju. Kako, na kakšen način, v kakšni situaciji, znaš ti najbolje. Znaš ti sam najbolje in tudi odgovore na izzive Božje besede zna vsaki posameznik za svoje življenje. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. In tej življenjski princip, gelte, mi poznamo. Mi poznamo zavolo toga, kar živimo na tom lepom, čudovitom področju zemlje, cele tej zemlje. To je zelo lepo področje, zelo lepi kraj, kjer mi živimo, kjer še sejtev prinaša žetev. V fizičnem smislu. Mnogo setve je ne prišlo tako daleč, kad bi bila žetev, kad bi iz toga prišla žetev. V preteklom letu smo to leko videli, ali hvala Bogu. Bog je tu na tej način skazal milost. In v tom zadnjem večeri toga leta do večina ljudi gej na nekše zabavaj, na nekše prireditvaj, želim se nas še enako ohrabriti za Božjo besedo, kar se za istino splača, kar se splača sejati za Božje kraljestvo, kar se splača investirati v proslavljanje Boga, kar se splača svoje poti prepustiti Gospode, no jih preizkuša, no jih uravnava. V Novi zavezi na 3 mesta imamo zapis o enoj osebi, štera se je odločila, ka nekaj razkera za Jezuša. In v konci leta delamo tudi različne obračune, delamo bilance, pregledujemo poslovanje, štejmo, preštevamo, če je kaj ostalo, ali pa vkup računamo primanjkljaje, minuse je prav, ka pogledamo tudi v Biblijo, ko unaprave glede katok povem naših investicij. Kaj ti Bog ima skozi svojo besedo za vsakoga med nami sporočilo, za vsako področje našega življenja. Ste to že opazili?
Ste to pomedzeli? Ka Bog želi vsako področje našega življenja nagovoriti. Pogledajmo dogodek iz Betanije, gdje je Jezus bil na obiske pri enoj družini. Znate, tej dogodek bi se lahko zgodil tudi pri mene doma ali pa pri vas doma. Bi se lahko kaj takšnega zgodilo. Preštejmo v Markovom evangeliju 14. od 3. pa do 9. vrstice. Mislim, ka sen non poznane dogodek, od šterega se pa bolje malo guči. Lahko stanemo gor ob branje Bože besede. Marko 14, 3 do 9. Ko je bil v Betaniji v hiši Simona Gobavca in je sedel pri mizi, je prišla žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj, čemu ta potrata olja, saj bi ga lahko prodali za več kot 300 denarjev in denar dali ubogim. In jezili so se na njo. Jezus pa jim je rekel, pustite jo, kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila, uboge imate namreč vedno med seboj, in kadar hočete, jim lahko dobro storite, mene pa nimate vedno. Kar je mogla, je storila, vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. Resnično povem vam, kjerkoli po svetu bo oznanjan evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila njej v spomin. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Štero nam davaš kog navodilo za naše življenje. Gdje se prosim pomori me, ka povem to, ko je tvoja sveta vola, in prosim te pomori nam, ka razumemo tvojo reč in tu živimo po njej. Blagoslovi vsakoga, štere posluša tvojo reč, še bolje pa tistoga, štere jo izpolnjava, Gospod sveti, in tu te prosim za tiste, štere v tom večerje ne morajo biti z nami, za betežne, za potrebne, za tiste, štere so v težavah, v problemaj. Tu njih blagoslavljamo v tvojem svetu imene in jih prinašamo pred tvoj prestol milosti, te prosimo, po tvojoj dobroti se jih dotekne in njove situacije ti razreši po tvojoj milosti. Gospod sveti, hvala je tebi za tvojo reč in vodi nas, kamo živeli po njej. Amen. 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 Zadnje dve bogoslužje smo ga učali od žena iz Biblije, od Marije, Jezušove matere, in pa v nedeljo smo čuli Božjo besedo od Hagare. In tudi tej večer smo pogledali dejanje tej žene. V Janezi 12. tale je to včinila Marija, sestra Marte in Lazara, tu v Marki 14. tale in v Mateji 26. tale pa ta žena ne ima imena, ne je imenovana po imeni. In zdaj nemo razglabljali o tom, pač pa o vsebini, o načini toga, ko je ta žena Jezuši včinila. Jezus je prišel na obisk in v tistem času je bil ob pozdrave običaj, kaj je hišni gospodar v izraz dobrodošlice goste na glavo vlejo par koplec posebnega dišavnega olja, par koplec parfuma, kaj je z njim prišel tisti prijeten vonj, se razširijo po tistom celom dome. In to olje so imeli v posodicaj, shranjeno v posebnih posodicaj. Dve slike sem ga došel v takšne posodicaj. To so bile lepe posodice, ali so bile zelo male, približno 10 do 12 centimetrov viske, vjavke. In ta žena je eno takšno posodico, ne par koplec, pač pa eno takšno posodico ponudila, kaj Jezuše izraze dobrodošlico. Prešteli smo, kaj je to olje bilo iz pristne narde.
In to olje so v tistem času prenašali potujoči trgovci z daljnih krajev izpod Himalaja. Zavolo toga, ka narda rastline je ime jatamansi, ta narda prihaja iz Nepala. Tom je domovina te rastline in tom so te parfum, to čudovito dišeče olje so tom pridelovali. Znate, to je bilo nekaj zelo, zelo dragocenoga, dragoga, ko je ta žena vleđala Jezuše na glavo. Malo sam pogledal na internete in 5 ml toga olja, 5 ml toga olja košta od 45 do 50 evrov. Na internetu je ta cena gor. Po toj ceni bi en funt, ki je držala tista posodica, to je 327,45 gramov, bi en funt koštal koli 3.300 evrov. Vprašanje je, kako pristna je ta narda na internetu, štera se gnes odava. Malo gledamo številke, ka bi se lahko bolje vizualno predstavljali tisto situacijo. Še nekaj nam sporoča Biblija, pravzaprav učenci, sodeleženci toga dogodka. Sporočajo nam takratno ceno, takratno vrednost tistega olja, to, ka imamo še eno možnost, ka bolje vizualno se zavedamo tistega dejanja. Cena te je bila vrtoglava v primerjavi z gnes. In tu 3.300 evrov je najmale penas. To je ogromen penas. Pa poglednemo malo cifre, malo poglednemo številke. Se še spomnite izjave učencov, kako so pravili, čemu ta potrata? Saj bi ga lahko prodali za več kot 300 denarjev. 300 denarjev je te bil, dragi moji, celoletni zaslužek. En denarij, to je bila plača za en deloven den fizičnega dela. In za primerjavo napravimo še en račun. To sem tu malo na internetu pogledal. Povprečna plača zdaj v zadnjih 3 mesecih v Sloveniji, povprečna neto mesečna plača je koli 600 evrov. Povprečna neto plača, koli 600 evrov. Ene imajo več, drugi imajo menje. In če zdaj to vzračunamo krat 12, pomnožimo krat 12, to prinese 19.200 evrov je povprečna letna plača. Že sem pravil, ene dobijo dosta več, ene pa dobijo precej menje. Tista žena je svoj celoletni zaslužek namenila kome? Jezuše. Namenila je Jezuše. Zapomnimo se to dejstvo za malo bolje slede. Učenci pa so to ženo označili, kaj je potratna. So njej pravili, kaj je potratna. To pomeni, kaj je kroj vrgla, veliko dragocenost, štera bi leko dosti ljudem koristila, izboljšala njuvo situacijo. Znate, ko učenci so najrozmeli, ne so ščeli razumeti njenega dejanja, niti njene situacije. Vzrok, zakaj je ona to učinila, ne je zapisano, ne imamo direktne informacije, zakaj je ona to učinila, ta žena, zakaj je to učinila Jezuše. Pozneje je Jezus upravičil njeno dejanje in je tu navedel en vzrok. Učenci pa so ne želeli biti potratne, pač pa so na drugi način želeli biti velikodušne, želeli so biti usmiljene,
želeli so biti humanitarne, imeli so v misli sirmake, šterim bi 300 denarjev zelo, zelo prav prišlo. Čite druge evangelije štele, posebno Juda je bil v tom, znate, zelo agresiven, bi lahko pravili to. In če gledamo iz te perspektive, je to resen tok. Je to resen tok. Tem srmakom bi to resen dosta koristilo. Ali idemo nazaj k toj žene. Imela je dragocenost, šterov bi lahko včinila, ko bi ščela. Pravzaprav sploh ne vemo, če je što drugi sploh znal, ka ona ima to dragocenost. Ne vemo, če je što sploh znal, ka ona to ima. Ona, ta žena, bi lahko tisto olje, tisti parfum oddala in penaze ponudila za svoje potrebe. Lahko bi del penaz dala ubogim, drugo pa obdržala za sebe. Lahko bi se dala ubogim, oddala pa te se dala ubogim, to, kot je bila v začetku ideja učencov. Lahko bi to olje obdržala in shranila za sebe za slabše čase. Mogoče za starost, kot je sestra Marica pravila, za tiste čas, za štere povejmo, kar so nam najvšeč. Za tisto obdobje bi lahko to prihranila. In še bi lahko razglabljali možnosti, ko bi se ta žena lahko včinila s tem oljem. Ali ona se je odločila to svojo dragocenost podariti Jezuše. Ponuditi ga za njega. Ponuditi to dragocenost za njega. Nihče je ne prisilil na to, nihče je ne nagovarjal, kaj naj to čini. Ona sama se je tako odločila. Dragi moji, tu imamo zapis najlepšega zgleda nesebičnosti in popolne predanosti Jezuše. Popolne predanosti njeme. Ta žena s tem dejanjem dokazuje njeno ponižno predanost in nesebično ljubezen do Jezuša. Dragi moji, to bi morala biti značilnost vseh Jezušovih učencov. Vsakoga med nami. Jezus je njeno dejanje sprejel. Ne zavoljo toga, ka njemu ne bi bilo mar za siromake, pač pa zato, ka je znal, ko je pred njim. Jezus je znal, ko je pred njim. Njemu je dosta pomenilo, ka je nekak žrtvoval nekaj dragocenega njeme. To njemu je zelo dosta pomenilo. To je bilo njeno služenje Jezuši iz ljubezne. Iz popolne ljubezne in predanosti. Znate, Jezus je to sprejel. Jezus je to sprejel. Dragi moji, zdaj na zaključku toga leta poglede nazaj, koliko takšnih situacij je bilo v tvojem osebnem življenju, ko si na takšen način prišel ali prišla k Jezušu. Koliko takšnih situacij je bilo v tvojem življenju. Še enako nas spomnim, ko je tista žena svoj celoletni zaslužek namenila Jezušu. Kaj to pomeni za mene, za tebe? Dragi moji, ne ide se toliko za materialne stvari, pač pa se ide za stav srca. Ide se za mojo, za tvojo osebno odločitev. Ide se za to, ko je tu noter. Tistoj žene je bil to stav njenega srca. Ona se je tako odločila iz srca. Ne za voljo druge, ne za voljo nikoga drugega, pač pa iz svojega srca.
Koliko svojega časa si v tom lete iskreno namenil Jezušu? Koliko svojega talenta si namenil samo njeme? Koliko svojih sposobnosti si dal njeme na razpolago? Ne želim, ne pričakujem, da daš mene odgovor. Ne, jaz toga ne želim, pač pa je to tvoj osebni odnos z tvojim stvarnikom, z tvojim odrešenikom. In on te najbolje pozna, on mene najbolje pozna. In on ima popolno bilanco mojega in tvojega življenja. To je zdaj na koncu toga leta. To je bilanco toga večera. Idemo nazaj, pogledamo tisto ženo in njeno dejanje. Jezuše je ona izkazala največjo ljubezen in predanost, toliko so drugi ne včinili. Še več, njeno dejanje so obsodili. Njeno dejanje so čista doj poteptole, so obsodili, pa ko se ona tu ide, ko se ti ona tu ide, pa brezvezne stvari izvaja. To se ne dela tako, mi znamo noček, mi znamo, kako se to dela, mi bi te leko pokazali, kako to ide, ti to nemaš pojma. Srmake, uboge, one so pomembne, ne toliko ti izvajaš. Ali, dragi moje, v tom dejanje in vsakom mojom in tvojom dejanje Jezuše najpomembna zunanjost. To, ko je pokažen. Najpomembna zunanjost, ampak notranjost, stav srca. Njime je pomembno, zakaj kaj včinim. Ne toliko kaj včinim, pač pa zakaj sem toge včinil. Ne prigovarjanje, pač pa zakaj jaz kaj včinim za mojega odrešenika. Dragi moji, na tisto njovo prigovarjanje, na kritiko, na obsojanje okolice, ne zunanje okolice, pač pa tistih, štiri so bili blizu Jezuša. Oni so to delali. Štiri so bili blizu Jezuša, se je Jezuš odzval. Jezuš se je odzval, postavil se je na stran tiste, štera je njeme izkazala iskreno ljubezen. Postavil se je na njeno stran. Postavil se je za njo. Jezus je v obrambo te žene povedal nekaj stvari, štere tu nas nagovarjajo. Gnez, glizoj na koncu toga leta, na koncu toga obdobja. Najprej je pravo to, pustite jo. Pustite jo v njenom služenju mene. To je najvaša stvar, kako ona služi mene. Pač pa je to odnos te žene do mene in moj odnos do njej. Če bi bila kaj narobe v tom, to je najvaša stvar, pač pa moja, najena stvar je to. Kamiva ta žena in njene odrešenik, da to razrešita. In isto tako, kako jaz in ti razrešiva z najnim odrešenikom, najni odnos. Naslednje, ko Jezus pravi, ko je delate težavo. Zakaj je za volonjenega dejanja povzročate težave? Ne delaj svojim komentarom, ali na drugi način težave tistome, štere iskreno služi Gospode. Ne delaj toga. Jezus to tu jasno pravi. Dobro delo mi je včinila. Bog najbolje pozna in mene in tebe. Bog najbolje nam pozna namen in pa način upravljanja, služenja njeme. On najbolje pozna to. In znate, on se vsikdar poskrbi, kada je dobro delo njeme izvedeno, kada je to dobro delo njeme opravljeno, pa če boš ti poleg ali pa ne.
Te učence so ne bili soudeleženi v tom dobrom dele, ali vseeno je Jezus njeno dobro delo sprijel. Naslednje, ko Jezus ti pravi, je, kad smo humanitarni, leko vsaki den. Leko vsaki den našega življenja. Ali da se ide za Jezuša, da se ide za služenje njeme, ima on prednost. Ma on prednost. Je on na prvom mjestu. Zapomnimo se to. Jezus je na prvom mjestu v mojem in tvojom življenju. In to mora ostati. Vse drugo, Bog da se poskrbo, kaj bo vse drugo leko včino. In upravo to, kako da najboljše. In ob konci Jezus pravi nekaj, ko je zelo, zelo težko razumeti in sprejeti, da se ide za drugoga. Dok je nikav činin, to je nekaj. Ali on ne. To ne. Ona ne je. Kjerkoli po svetu bo oznanjan evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila njej v spomin. Ne njej v čast, pač pa v spomin in pa v opomin, kako se dela in kako se ne dela. Dragi brat, draga sestra, ali ne to ena čudovita vzpodbuda za vsakoga med nami, kamo v prihajajočem letu na takšen način služili Bogu. Na takšen način. Toliko je njegova vola, toliko on rad spremlja. S takšnim stavom našega srca, kako se je počutila tista žena v svojem iskrenom, predanom, ponižnom, ljubečem služenju Jezuše, da je doživela takšne kritike? Ne vemo, ne imamo zapisa o tem, ali leko sigurnostjo povem, ka neprijetno biti v takšoj situaciji. In učenci so se tu navčili eno lekcijo, navčili so se lekcijo, ka resnično iskreno služenje Bog to z veseljem sprejema. Bog to z veseljem sprejema. Tvoje resnično, iskreno, ljubeznivo služenje, on to rad spremlja. On to rad spremlja. Tudi tvoje iskreno služenje Bogu sprejema. Je sprejemo in da sprejemo. Tudi v bodočem letu, če nam Bog da doživeti. Gospod vas naj po njegovom duhu vodi in naj vas usmerja tudi v lete, šteroga, če Bog da mu jutro začne. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe. Hvala je tebi, kad si tu mene sprejel za svojega služabnika. Hvala je tebi za vsakoga mojega brata, za vsako mojo sestro. Vse od najmlajših pa do najstarejših, tistih, štere več ne mrejo, tako leko mi. Gospod, dragi, hvala je tebe za vsako priložnost služenja v tom preminavčem letu. Hvala je tebi, Jezus, dragi, kad si me zdržal do zdaj, vkuper z mojimi bratami, sestrami, vkuper za celo v cerkvi, vkuper z mnogimi drugimi, štere smo prinašali pred tvoj prestol milosti v molitve. Gospod sveti, hvala je tebe, kad za ob konci toga leta dogledamo nazaj. Gospod dragi, prosim te, odpusti mi tisto, ko je ne bilo po tvoji voli. Odpusti mi tisto, ko sem nejdobro včinil. Odpusti mi tisto, Gospod dragi, ko je ne bilo proslavljanje tebe, ko je ne bilo z iskrenosti včinjeno na tvojo slavo. Gospod dragi, in pomagaj vsem nam, kamo v bodoče šli za istino noček naprej. To, kako je tvoja vola, in hvala je tebe, ka si nas nenjal same,
Hvala tebi, Duh Sveti, kad si ti z nami, kad ti živiš v nas. In Duh Sveti, daj nam moči, daj nam modrosti, daj nam odločnosti in nam pomore, kad za istino proslavljamo Tvoje sveto ime, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa vse do večnosti. Amen. Amen. pravijo, spominjajte se svojih voditeljev. Moji in naši voditelji glih niso bili, ampak nekomu so bili. Ne. In ta brat prvi je napisal 400 recitacij v 40 letih. In so še druge zbirke, dve, katere nažalost jaz nimam več. Nekje sem jih pustila ali sposodila komu, dala komu, pa ne znam komu. In ena od teh recitacij se glasi tako: zastani za časak samo, zastani, odahni. Umorna si dušo, ali ti to ne znaš? Natovarena bremenom života klecaš? Zastani, za časak samo zastani, odahni. Vremena nemaš, nekud žuriš, možda za vremenom juriš. Ah, to vreme, kako juri, leti. Koliko će nam još časova, dana i godina oteti i tako negdje u nepovrat odneti. Zastani, za časak samo zastani, odahni. O to bogatstvo
Moljci će ga pojesti, ponos, on će te u propast odvesti. Hoćeš slavu, čast, čezneš da si među prvima, ugađaš samo tijelu, spremaš hranu crvima. Zastani za časak samo, zastani, odahni. Pogledaj na put kojim ideš, kuda on vodi. Ispitaj da li si na putu života ili mu je kraj, smrt, užas, strahota. Pred tobom je noć, mrak i možda još samo jedan korak i svemu može biti kraj. Zastani za časak samo, zastani i odahni. Zastani sa bremenom žiča svoga kraj krsta Golgotskoga. Iako ćeš tako u svojoj vjeri ponizno pred njim stati i tako dugo u taj križ gledati, na križu ugledat ćeš Krista i na njemu rane. I u oku tvom suza kajanja će da zablista i uvidjet ćeš da nisi osamljen i da nisi sam. I da samo Isus može da ti skine to teško breme. Možda baš sad je za to vrijeme. Zastani za časak samo, zastani i odahni. Amen.